Jaz sem se zdaj navadil, vprašati se skoraj vsak dan, skoraj vsak moment, a to, kar delam zdaj, a mi bo to prineslo to, kar bi jaz rad. Ker če mi bo, pol nadaljujem. Če mi pa ne bo, zakaj to delam? Zakaj jaz delam nekaj, kar mi ne bo nič koristno, ne? Steve Jobs commencement speech iz tistega govora je tudi to. Imajo točno to, da se vsak dan se postavil pred ogledalo, vprašal, kaj to, kam danes naredil, je to, kaj jaz hočem delati. Ja, ok, vidiš. In rekel, ko je bil preveč dni zapored, odgovor ne, nočem iti na ta sestanek, nočem iti kakorkoli k mami na kosilo, nočem iti v papirnico se zmeniti s temi, to pa to, kakor hitro bilo, preveč dni ne je vedel, da nekaj narobe, ampak to je popolna iskrenost samim sabo. Ne. To se mi je zgodilo v salonu ne dvakrat, da mi nekdo ne rekel. Ko sem pristopil, bila sta fant pa punca, pa snima dal tisto pesmico v tetra misli, tetra pako, kakorkoli že. In potem po nekaj časa sem rekel, lahko prisedem. Rekla, ja, seveda, ne? Pač vljudna. Prisedem in potem smo govorili 10-15 minut, danes sem jaz govoril, pa nista se hotela nič kaj posebej odpirala, bi z mano govorila, ker jaz sem vsakega, ki sem ga imel, pred sabo kot sogovornika vprašal, ne? Jaz delam za inventuro življenja in iščem tista področja, ki bi jih rad nekako čisto, tista, ki so neka kugla mi okoli noge, neko sidro, ne? Zato, da se ne premaknem naprej, da še nisem tam, kjer bi rad bil, ne? In pri meni trenutno so finance, jaz finančno zadevo urejam, enostavno moj odnos do denarja. Kaj pa, če bi ti delal svojo inventuro, ne? Kaj bi ti našel, kaj bi tvoje področje bilo? Pa čisto konkretno, dajmo ti, evo David, če bi ti delal inventuro svojega življenja, pa bi iskal en dogodek, enega človeka, eno stvar, ki bi jo rad razrešil, da bi potem pa zatem vse ostalo se nekako lažje razvijalo. Česa bi se recimo lotil, ne? Jaz sem se pa torej denarja, ne? Dvomim, da kak dogodek, ko bi se mi zdaj lažje odvijal, mogoče imam ta ali pa neko lastnost, osebnost, ali pa nekaj, točno to hočem povedati. Imam občutek, da je treba se ful potruditi za eno stvar. Pa včasih grem po težji poti, ne. Ful velikrat se mi to zgodi. To, kaj delaš, je ful težko, David, ne? Pač, če ti bo ratalo, ti bo, ne, mislim, bo vrej izgledalo, ampak greš po težji poti. Velikrat se mi to zgodi, da mi tega mi noben je rekel še v salonu, na ta način takega stavka, da se zbirate. Za mene zagovorim. Ja, se prav, ampak hočem reči, da jaz sem zmeraj, zanimivo mi je, ne, da so ljudje tako različni, ne, kakšne različne ovire imamo v življenju, ne, take, kot imaš ti zdaj to, ne, tega v salonu nisem slišal, ne. Veš, kak je, zdaj nazadnje se to naredilo na radiju, da mi je rekel, Dejan Vedlin mi je rekel, tvoj stil je izjemno težek, ker v kratkem času vse namečeš noter, ne. Pa mora biti zanimivo, mora imeti point, pa mora imeti, se pravi, začetek, neka, ne, na radiju, ko greš v moderacijo, moraš začeti z nečem, ne moraš kaj te govoriti, tako se mi je zamenil. Moraš malo bolj poudariti, ne, zanimivo tako je narediti, prvi stavek mora biti udaren, clickbait v bistvu, ne, da pol priješ v zgodbo in pol, ker je zgodbe samo en stavek, mora biti še punchline na koncu, tiska misliš povedati že tretji stavek. Stand-up v bistvu, ne? Točno to sem si mislil. Ja, balast od strani, na koncu pa mora priti do nekega pointa, ne, ja, to je stand-up. Zgleda pa pistvo kot Twitter, ne? V kratkem, udarno. Ja, okay. Ko mi je to rekel, sem bil tak, spet smo tam. No, in ko sem rekel te fantov pa punci, ko sem se pogovarjal z njima, ko sem bil svoj jaz govoril, ne, je potem fant nekaj rekel, vaša zgodba je zelo interesantna, ceni, hvala lepa, ampak jaz bi se rad z mojo punco malo pogovarjal. Sem rekel, evo, pubec kapo dol, svaka čast, prvi si, ki je, veš, rekel, dovolj imam, hvala. Iskreno. In tega, ne samo iskreno, ljudje nismo navajeni reči ne. Ljudje požiramo, poslušamo, polka pa nekdo gre, pa šimfamo, pa ogovarjamo, pa za hrbtom, pa kak je bil tečen, pa bla, 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 ja, ne, kak je bil težek, ne možeš reči pa, hvala, dovolj je bilo, ne, pošteno, kulturno, kapo dol smo, in to je bila ena zelo močna lekcija pri meni tam. Ne smatramo to mogoče, vsaj tu v Sloveniji, ne, kot del kulture, da se ti kulturno rečeš, ne, znamo nagnati, pa se razpizditi, ali pa biti tiho, pa pol šimfat, ne. Pa to ni kultura več, ne pa nekaj naučeno. Ja, ampak mi smatramo, da ni kulturno, reče eno čuj, zameš pa dosti, ne, zdaj si mi najedeš, prosim, ne, nehaj. Malo kdaj se mi zdi, da sem to opazil. Prej si govoril o pogovoru s tujci, ne.
Moj namen je namreč enkrat na mesec imeti v salonu dobesedno pogovor s tujcem, ne? Da bi ljudje prišli, enostavno se usedeš in se pogovarjaš. Ne? Pravi, da bojo prišli z namenom. Z namenom pogovarjati se s tujcem. A kaj se je pa zgodilo? Ne? To sem začel govoriti in potem se pojavi Niko, en kolega, ki ga poznam iz Piafa, in pravi, veš kaj bomo imeli mi naslednji teden tukaj, Erasmus pride, bomo imeli speed friending. Vsaka tujci se pa pogovarjali med sabo. In zdaj so vsake 2-3 dni se zdaj pogovarjajo tujci s tujci, v bistvu, ne? Ja, v bistvu... Kak je neka ideja bila na večjih nivojih. Njegova, moja, še koga, verjetno, ne? Ampak za Mariborčane dosegel, da pridejo v salon prvega, ne vem, prvo sredo v mesecu, whatever, ne, od 6 do 8, grem tja se pogovarjati po polnim neznancem. Ne. To bi mi bil dogodek, to bi mi bil neki lepi rezultat tega salona tudi. Ne. Ja. Da se ljudi namenoma pridejo pogovarjati z nekom o ne vem čem. Ne. Ta speed friending je kar zanimiv. V pisarni smo ga imeli en čas nazaj za local Smith Erasmus. In je ful zanimiv. Jaz sem sicer delal, nisem bil poleg, ne, v teh pogovorih, ampak izgleda zanimivo. Ne. Nikoli še nisem bil na speed datingu, ali pa ne, kakoriš nikoli takih zadeve. Ne? Ti si že bil? Na speed datingu nisem bil, jih poznam, ker sem bil v Angliji in je to predvsej popularna zadeva, ne? Nisem bil sam tam, ampak... Pa jaz bi šel to provat, no? Ne vem, nikoli nisem pomislil, da bi šel. Hoče pač današnje so te aplikacije, ne? Približne k temu speed friendingu, speed datingu, ne? Ko nekoga vprašaš osnovne zadeve, ne? Ni pa isto, seveda, kot se osebno slišiš, ne pa vidiš, jasno, da ne. Hecno mora videti, da ko ti nekdo, pač, če je, ne vem, 20 ljudi, ziher nekdo ne bo pasel, nekdo pa ti ful bo pasel, ne? In ko moraš takoj menjavo narediti, tako nova oseba. Samo, veš, kaj se začutimo takoj, ne? Neka energija je bolj pomembna, kot vse ostalo, ne? Seveda, ne? Ampak zdaj se z nekom verjeti, ne? Se razumemo, pa prije druga oseba, ne? Ker je pač poteče tista minuta, poteče. In zdaj prije nekdo, ko ti ni zanimiv, pa si tak, prosim, lahko. Ja, samo čez pol ure, eno uro boš vedel, kdo je bil, pa kdo ni bil, ne? Pa se lahko na koncu zmeniš, ne? Pravim, ampak to ni naravna situacija, ko bi jo opazil. Recimo, jaz sem zdaj na teh dating sajtih, ne? Gayos dating sajt je zelo popularna zadeva, od Grinderja do Growlerja do Gay Romeja, bla, 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 ne? In potem se pogovarjaš z ljudmi, čvekaš, ne? In potem nekako klikneš in si že fotke pošiljaš levo in desno. In ko se živo dobiš, se zgodi zelo pogosto, da to ni to, ne? Ni bilo tako, je bilo... Da nima dobenega, ne? Vsa debata, vsa telesa, vse dick piki, vse, ne? Ja, ni, ne? Ne pomaga čisto nič, ker neke dve energiji ne funkcionirata, ne? To pa je težko nadomestiti preko medijev, ja. Zato je, ne, živi speed friending, če hočemo, speed dating, ne? Tuk pomemben, ne? Tuk fajn, ne? Ja. To ste zdaj v lokalih pogledali z mize do mizo, pa se veda, koliko je ura, ne? Pa tudi včasih imam občutek, da kdo ve, ne? Pa se ni zgodi, ker je lažje preko interneta. To pa zdaj tako opažam, ko včasih v Piafu sedim, fantovske družbe, dekliške družbe in enostavno ni kontakta, ne preskoči, ne? Tudi če bi preskočil, ne? Da bi lahko bil kontakt, da preskoči. Ljudi se enostavno bojijo človeku reči, da mu je všeč. Ti si mi pa všeč, greš na pijačo, ne? To imamo že za harassment. Je že Me Too movement. Pa no, pri nas se mi zdi, da ne tako. Ja, ampak kolikrat si pa to naredil? To je drugo, to je strah pred rezultatom. Zavrnitvijo, seveda, ja. Ni strah pred Me Too movementom pri nas. Vem, to je za moja karikatura, ampak kolikrat pa rečeš, kolega bo že rekel, mater mi je ona všeč, ne, mater je face baba, whatever, ne? Ja, pa ne recimo, ne? Ko je lažje, ja. Fuck, jaz to moram videti.